Pozdravljeni! V tem videu vam bom pokazala eno izmed predlog Smart Lab, ki se imenuje super razvrščanje. Igra oziroma aktivnost je primerna za razvrščanje elementov v dve kategoriji. Uporabna je pri različnih predmetih in za različno stare učence, saj vsebuje različne tematska ozadja, ki vam bom jih v nadaljevanju tudi pokazala. Najprej pa vam bom pokazala, kako igra oziroma aktivnost deluje. Tukaj zgoraj vidite, ima aktivnost tudi 3 gumbe, torej gumb, s katerim lahko aktivirate tudi zvočno podlago, ki jo sedaj slišite tudi v ozadju. Naslednji gumb je za razveljaviti že rešeno aktivnost. Tako, zdaj se mi je vse ponovno pojavilo in tudi razvrstilo drugače, in pa gumb za urejanje, kjer lahko pridete v način urejanja aktivnosti. Kaj to pomeni? Vi si povzamete tole aktivnost iz našega spletnega portala in bi jo želeli spremeniti. Želeli bi recimo spremeniti temo ali pa kakšne elemente. Pritisnete na tole in pridete v način urejanja. Zdaj pa vam najprej pokažem, kako igra deluje. Tukaj imamo dve kategoriji, levo je kategorija vremenska stanja, desno pa padavine. Dejansko je potrebno razvrstiti besede s širšim pomenom. V tem primeru je potrebno recimo tale dash dati v kategorijo desno. To so vse padavine. Vse ostale pa potem sem. Tale slana še pride med padavine. Zdaj, ko je igra končana, lahko tukaj zgoraj pritisnem oziroma na sredini ponastavitev in je igro moč znova igrati. Zdaj, tukaj ob strani sta dva gumbeka. Prvi je tale, da se lahko učenci povežejo preko spletne strani hellosmart.com in aktivnost rešujejo na svojih napravah. Zdaj, kaj so mišljene svoje naprave? Torej, tablice, računalniki oziroma telefoni oziroma naprave, ki imajo dostop do spletne strani. Pišejo tole 6-mestno unikatno številko in začnejo aktivnost reševati. Zdaj, dejanske povratne informacije, kaj kdo rešuje, kdo je kaj pravilno rešil, žal ne dobite. Lahko pa na ta način učenci ponavljajo. Tukaj spodaj pa so v bistvu elementi igre, ki jih lahko dodate, in sicer različne zvonce, da ko učenci rešijo nalogo, pritisnejo na zvonec. Tako. Potem imate naslednjo možnost, naključni izbor, ta je zelo primerna. Tudi recimo tukaj spodaj imate možnost, to je naključni izbiralec. Zadnja možnost je učenci, če imate vi vstavljen seznam vaših učencev, vam naključno izbere učenca, torej nekoga, ki mora priti recimo k tabli in rešiti aktivnost. Zdaj, druga opcija je, da izbirate med kategorijami, recimo najprej vam je izbralo učenca, ki bo prišel k tabli, nato pa vam izbere, iz katero kategorijo mora učenec razvrstiti dane elemente. V tem primeru mora vse padavine uvrstiti v kategorijo. Tako, potem naslednja možnost je tale. Časovnik, tudi zelo primerna, takrat, ko želite učencem časovno omejiti nalogo, zdaj lahko jo tudi ponastavite. Recimo, zdaj samo, da boste videli, naredim na 5 sekund. Sedaj imam 5 sekund časa, ko pritisnem, in takrat se bo aktivnost tudi zaključila. Čas je potekel in potem morajo učenci začeti znova. Zdaj, če želite kaj od tega
dati tukaj ven ob strani, lahko kar če želite kaj od recimo tole skriti ob strani in tole skriti in tole zgoraj skriti, lahko kar pritisnete na zvezdico, pa tukaj odoznačite izbiro. Tako, zdaj pa da vam pokažem, kako je ta aktivnost pripravljena. Zdaj najprej bom jo odprla v načinu urejanja, da boste videli, kako lahko že pripravljeno aktivnost uredite. Odpre se mi v bistvu urejevalnik aktivnosti, tukaj so različne elementi, ki spadajo v tole kategorijo, ki je zgoraj zapisana. Zdaj, če je to in bi želela spremeniti samo temo, pritisnem naslednji. Tukaj pa imam možnost izbirati med že pripravljenimi temami, lahko pa jo tudi sama po meri sestavim. To vam bom pokazala pri naslednji, ko bom kreirala sama aktivnost. Tukaj pa bom zdaj izbrala recimo tole, pirati, dokončaj. In aktivnost je preurejena. Zdaj v tem primeru morajo učenci na ladje razvrščati dane elemente. Zdaj pa vam bom pokazala, kako aktivnost na novo kreirati. V orodni vrstici najdete ikonico dejavnosti, tole je Smart Lab, pritisnem na njo. Odprejo se mi predloge za pripravo različnih aktivnosti. Ta se imenuje super razvrščanje. Zgoraj napišem ime. Pripravila bom aktivnost razvrščanja različnih držav dveh kontinentov, Afrike in Azije. Afrika, Azija, Kitajska, Japonska, recimo Afrika, Gana. Recimo, da je to zdaj opisano, ko sem opisala vse elemente, lahko dodam do 9 elementov. Zdaj lahko je besedilo, kot sem jaz napisala, lahko pa bi dodala tudi sličico. Če pritisnem na to zgoraj, se mi odpre raziskovalec, kjer lahko na računalniku izberem recimo sličico, če bi to želela. Ko končam z vstavljanjem elementov, enega še moram dodati, Egipt. Torej v vsako kategorijo moram dodati vsaj 2 elementa. Nato pritisnem naslednji. Tukaj spet izbiram med ozadji oziroma temami aktivnosti. Zdaj bom vam pokazala, kako pripravim temo po meri. Zdaj tukaj se mi pojavijo razvrščeni elementi, ki sem jih opisala. Če pritisnem tukaj zgoraj, se mi bo pojavilo glavno ozadje. Razvrščanje. Zdaj bom kar povlekla sličico, ki sem si jo pripravila. Shrani. Zdaj pa bi še želela recimo, da je Afrika, Azija na ustreznem mestu in pa želim tudi ustrezno sličico. Sličico, ki jo vzamem, mora biti brez ozadja. Primerno je, da je brez ozadja, drugače se zadaj vidi bel rob oziroma kakšen ropač je. Jaz sem vzela PNG sličico, ki ima transparentno ozadje. Tako, zdaj bi še lahko jaz tudi tukaj spodaj recimo kakšen okvirček naredila, ampak ne bom, potem bi pritisnila na tole. Lahko bi uredila tudi pisavo. Lahko je črna ali bela, zdaj odvisno od ozadja. Pritisnem dokončaj. In aktivnost je končana. Preizkusim, če deluje. Tako, aktivnost deluje, tako pa izgleda, če napačnega povlečem v
tole kategorijo. Hvala za danes in lep pozdrav!